Tukaj z menoj je pa gospod Anton Ivanetič, ki bo povedal zgodbo o svojem otroštvu, o tem, kako je izgubil očeta in kako je bilo tudi za njega težko življenje po vojni, ko ni imel možnosti šolanja, ko se je moral truditi za preživetje. Pa kar izvolite. Rodil sem se v Semiču, na hribovitem kraju, ne naravnem, in seveda, to se spomnim samo, da je bil oče odpeljan in pol ga ni bilo. Pol so pa vse te besede bile, bo prišel, ne bo prišel, in je prišel kjer, ne kjer, ni prišel. Pol pa vem, da sem bili tako jaz pa brat, pred cest na pot je bila sta kolovozna in so prišli veliko partizanov šlo mimo, in smo čakali tam pri poti in gledali, kdaj bo naš oče šel mimo, in seveda to je šlo skozi vse in samo očeta ni bilo, in tako smo pol bili, kaj jaz vem, kot zapostavljeni vsi mi, Je takrat tale Rdeči križ nekaj pošiljal, neke oblekce pa to. Drugi kmeti, ki so mogoče imeli bolj možnost kaj dobiti, kupiti, mi pa popolnoma ne. Imeli smo kratke hlačke, pa še to naspol, in tako smo se tam šli revčno. Ni bilo soli, ni bilo sladkorja, ni bilo za jesti, to smo jedli, sem kakšne žgance, žganke, mama naredila, kakšen krompir, to brez žebelja, brez soli. No, pol sem začel v šolo hoditi. Če se lahko še malo pri tem ustavlja, vi ste rojeni leta 37, 1937. Koliko vas je pa bilo v družini? Mi smo bili 4, sem te starejši brat je ostal pri mamini starših doma, tukaj smo bili pa 3, smo 2 brata pa sestra, in tako pol je tudi sestro mama dala domov k mami, pa doma imela ona pa tudi sestro pa brata še, in tako je pol sestra ven nekaj malega gor, pol je sestro vzela ena ženska, ena soseda, vzela je za svojo, ki nismo mogli biti doma, ki ni bilo za preživetje. Brat je pa tudi, ko je starejši bil doma, pri maminih starših, ta je bil strica, on imel, ta brat, in ta stric je tega brata tako pa stepal neusmiljeno. To ne vem, kaj je človek bil. Tako da je tega mojega brata on čist defektiral. V šolo isto ni hodil pol, sveta takrat ne kmete, vse je bilo treba dobro važno, ko pa v šolo. Jaz pa tudi, ko sem začel v šolo hoditi, polet sem hodil v šolo, ko prišla zima, mraz, jaz sem nehal. Ni bilo tega par let nazaj, eden rekel, da se me spomne, ko sem v šolo prišel po snegi bos, v Semič, in pol so pa tiste velike peči, so kurili, pol sem me dal tam, da sem pri 5 sedel, da sem se malo greval. Ko do treba je šole domov jeti, je bilo tam snega, po 10, cirka 15 cm zapal. Jaz sem imel pa tako na 2 km do doma, kaj sem? Ja, ne moram drugačko iti, drugi so šli iz šole ven, jaz sem pri vratih čakal, pa gledal, kaj bo, ja, sneg je, moram iti dam, in bos po snegi domov. In tako pol nisem več šolo hodil, dosti pomladi, dok nisem lahko šel. In smo bili skozi not v hiši zaprti, ker to smo že malo, mama, če kam šla sosedom, pa smo kar tako bosi v sneg so zleteli, pa hitro nazaj not, In spomlad, ko se je odgrelo, da smo bosi šli, smo šli spet šolo. Samo to je pa pol, zaostal sem, malo sem popravil, je bilo že konec šole. Do pol leta glih tako. In tako nisem šolo hodil, pri mami 2 leti, pol me dala pa šlužiti za hlapca. No, tam sem pa hodil, pol še let prvega, to sem ponavljal, in sem pol tam še prvega hodil, 3 leta hodil prvega. No, tam sem šel pa pol naprej,
tako sem hodil mobil v šolo, ne. Samo tudi je bilo pa tako, ko bo treba delati na kmetiji, doma. Takrat ni bilo tako, danes če nekaj šel v šolo, te ni enkrat, dvakrat, kje si, kaj si, ne. To takrat pa ni bilo tega, ne. Če si prišel, si prišel, če ne, pa ne, ne. In tako je bilo, da je bilo varno, da sem delal na kmetiji, krave posel, ko je nešto reglal, krave, ovce, to so se imeli, ne. In veliko vinograda, to kim šel v šolo takrat, ne. In tako sem pri teh komaj naredil 4 razrede osnovne, ne. No, pol sem bil star, to pač to nehal, ne, 15 let star, pol je pa ta občina Črnomelj, je bilo nas več takih, ko smo bili staršev, in tudi mojega brata, mlajšega, so oni organizirali, da so nas dali v Ljubljano, da se smo šli učiti, ne. In tako je iz občine ena gospoda, ki je nas poklicala in smo dol prišli in nas peljala z vlakom v Ljubljano, v Kersnikovo tukaj, v internat, vajenški dom, ko je bil. In smo tukaj bili, pol se pa vsak po svoje učil, ne. Jaz sem se za kovača, brat se je za špenglerja, no tako, ko so bili kjeri, ne. No, pol sem se jaz učil po Sloveniji ceste za kovača, 1 let pa pol, ne. In sem fejst delal, ne, sem bil priden, tudi vem, ker so vajenci imeli jurja, meni je podjetje dalo pa 6 jurjev takrat. Samo sem celih 8 ur bil mokar, ko miš. Ko sem imel velika kovačija, delavnica in to sem delal neomejeno, ne. Mi je poslal del in sem tako z veseljem delal, ne. No, pol je po letu pa pol, sem pa prišel v delavnico zjutraj in me je pol en pomočnik, en bosanc, me bo hrbte orom kožgal udaril. Ja. Zakaj je to? Ja, nič, kar. Pol sem ga pa prijel, ko sem že star 15-16 let, je tisti korit, ki je bil zraven betonski, je bil pa voda not, sem ga prijel, da ga bom kar not potunku. En drug pomočnik je pa tam v koti pa ure pisal za prejšnji dan, ne, in mene je videl in k meni skočil in še mene on okoli 6 udar, ne, polo pa fertik, ne. Že prej, ko sem služil, so me pretepali, ne, zdaj še tukaj in tako sem pol prekinil učenje, nisem se več učil, ne. No, pol sem šel pa v Globo špedicija, vprašati, če me vzeli za poročenega kovača. No, pol sem pa tam, so rekli, ja, kje bom stanoval, tukaj sem v internati bil, zdaj sem šel ven, sem mogel jeti, ne, nimam kaj. In pol sem pa v Štepanje vasi bil pri enih gor na podstrehu spal. Poletje je bilo dobro, bilo vroče pa to, ne. Cegel brez vsakih przidov, samo streha cegel, nič drugega. Brez oken. Pa je jesen prišla, samo me je pri Globo špediciji vprašal šef, če imam stanovanje, sem rekel, imam, ne. Sem pa tam pod streho spal, ne. Tako da me je prvi sneg, tam 55 leta, zamel gor. In bojče sem rekel, da je pa končano, da pa ne moram več, ne. No, pol sem pa dobil eno sobico tukaj v Mateljkovi, me je zrihtal, ne. Je bilo res mečko, sem poiskal samo odperna barca, nič več. No, sem pol tam bil in delal. Pol sem pa večkrat šel pri Globo špediciji za pomočnika na tovornjak, ne. Pol sem me pa to vleklo, bil za tovornjak, da bi vozil, ne. In tako sem pol tudi bil šofer postal, ne, in pri vojaki sem bil pol v avtojedinici, ne. Tako sem se pol skozi šoferajem bavil. In pri vojaki sem bil tudi kovač, v delavnici, vse 2 leti, ne. In Ko ste prejle povedali, kako je bilo, ko je oče izginil, kako je pa mama to doživljala? Kjerega leta je oče izginil? Mama to je seveda težko doživljala, ker ni imela niti nas oblekla, niti za jesne, niti drv ni bilo, ni imel dober peljati, tiste volje, kaj so imeli ljudje, to je dom Mevša, so pa partizani to pobrali, pa potovkli, ne. So zadnjo kravo so vzeli od družine, pa bilo par otrok, a pa te zadnjo kozo, ko so še koze imeli. In odpeljali, ni bilo kaj jesti. Vam povem, da če sem dobil kje, tako da mi je dodal kakšen košček kruha, to sem tako zmlel, ko bi ga moj sinu vrlo, ne.
In to je bilo nekaj strašnega. Zato bo pol dala mene pa brata dala šlužiti, ne, mene Kenjem, one pa brata pa drugim. Sestro je dala domov, tudi sestre, ko je imela sestra od mame doma neke kmetice so imeli, pa so malo lažje se preživljali, ne. To je pol mama sama bila, ne. Ona pa tudi sem pokoli teh kmetov je delala, ne, tudi je se preživljala, ne. In tako da je bilo to strašansko. Soli nismo poznali, sladkorja ni govora, kakšen kruh, to smo žgance jeli. Bog je še kaj dobila, ne, drugega pa to, ko je delala pri kmetje, pa sedaj pa koruzno moko je, ne. In tista koruzna moka, kaj bo žgance skuhala, ti se vodo odcedila, no žgance zmešala, pa ti se vodo nazaj vlila, tako da je bilo malo, ne. To je bilo strašansko, da se, kaj češ, ne tako. A vam je mama kdaj pripovedovala, ali ste se pa pogovarjali z njo od očeta? Ja, ona je bila skozi njemu, ne, pa se pogovarjali ljudje, pa bo prišel, pa je ta prišel, pa on je kje prišel, pa bo prišel in to čakala in ni bilo sluha, ne duha od njega, niti še danes ne vemo, kje je on ubit bil, pa kje je grob, ne. Dol je nam so dali take vse te medvojne poboje, so spomenik naredili, ne, iz vsake vasi so vse popisali gor, ne, kjerga leta so ubiti, ne. Do mojega piše 43, ne. Iz vsake vasi, to so vse gor skicirali in to dve velike plate, nekaj je bilo veliko pobiti, to je ogromno, jaz ne vem, da so vse moče kakšen bil izdajalca, kaj tašnega, ali če pa tu pobili z ene vasi, je bilo pa nekaj nemogoče. To so en drugega tožili, en drugega rinili v smrt, samo da je on ostal, ne. Koliko je bil oče star, ko je bil ubit, kaj veste? A to je bil star, ja, 43, 42 let. Pa se ga vi kaj spomnite? Jaz se ga malo spomnim, ja. Vem, ko bila sestra se rodila tudi 43, malo pred tem, ne. In, no, pa je pa oče kmat potem, ko še majhna sestra, ne, to ni, je bil odpeljan in tako ga ni bilo več nazaj, ne. A je bil oče med vojno pri stražarjih vaških oziroma domobrancih ali On je bil pri partizanih, kot jaz zvem, ne. To eni pravi tak, drugi tak, so vse sote se govorilo, bil v partizanih in pol, da, ko je mama pravila, kaj so partizani delali, pol je šel stanje še v belem, ne. Zdaj, mama pa sploh ni bila, je bila skozi proti partizanom. Če smo mi otroci kakšno kapo, kje našli tisto Titovko, ne, partizansko, madonna, Bog ne daj, da bi na glavo dal, a pa da bi kaj vzel partizanske te. To je bilo strašno, a pa da bi nas kjer, ko smo bili, da bi kjer vzel kom kaj. Madonna, Bog ne daj, to me je ubila. Jaz sem pa sosedek en šraf vzel od enega kotla, svinjski, vete, ne spomembno. Smo k nam hodili po mlek. Pa ona prije k nam prav, če je bil kjer naših tam, ne, nas kjer otrok. Je rekel, mama je, da sem je šel po mlek, pa da jih ni bilo doma. Je rekel, tam nam en šraufali, je ga oče zil to, ne. Mama je rekel, ja, sem ga pokazal, pa rekel, da ga našel. Ja, kaj me je tebla? To da me tista ženska mogla braniti. Tako me je tebla. Ko od Fužola, pa po meni, neuspiljeno. Bog ne daj, da bi eden pa kaj vzel. Ali ste se očeta potem kdaj kasneje kaj razmišljali o njem ali pa ga pogrešali? Ja, seveda smo pogrešali, da smo kar naprej čakali, če bo odkot prišel, ne. Ko eni so prihajali pol nekako, ne, bilo konc vojske, ne. Sem našega pa ni bilo. Eni so rekli, so bo prišel, pa ne bo, no. In mama čakala pol dolg let, ne, če bi slučajno prišel. No, pol pa le videla, da ni nič tega, ne. Pol se je pa poročila 51, tam mesec, kako 50 leta,
se je pol drugič oženila, stisnil Nilu pa tudi nič, ne. Tudi 5 para ni dal za nas, kjer bo kaj, ne. Popolnoma vse tisto, kaj je še imela, vse tiste zapravo je, ne. Mama imela pol kravo, ne. In še tisto kravo je tako naredila crkvena, tako da ni bilo več popa, ko je videl, da ni nič, pa je pa šel čez meje, da bo šel, pol so ga dobili, pol so ga pa zaprli, ne, bil let zaprt. Pol so pa sosedi dal mamo, če boš pa da še nazaj vzela, pa res malo vredna, ne. In tako ga pol ni nazaj vzela. In pol je pa tu v Ljubljano prišel, Ljubljan bil nek ne jesti, se je pol naselil. In tako je šel čez cesto in da je na avto zbol in tako je bo končano. Dovolj za nas ni dal pa nobenemu čist nič, ne. Se ne vem, ni bil ne vem koliko let, ne, pri njej ležal. Bil je nekaj časa, ne. Imate kakšne slike od svojega očeta ali pa? Jaz sem imel slike in tudi delsko knjižico, ki je delal vsemi, če menda tisto tunel, ko so delali. Je bila delska knjižica iz slike in sem to imel, a mi ni mama vzela. Mama bo vzela do knjige, sem to imel, ne. Kam je to dala, ne, ko sem rekel, bo imel od očeta to za spomin, ne. Veste, onda je bila že v letih in pol je že sama na sebe jezna, je pa sama, ti bi rekel, ena hodovija je držala skup, ne. Ne boš to, ne boš uno, ne. Mene je htela, da bi prodala neki kotu, zažgat smo imeli za šnoc, ne. Ni bil vse skup nič vredno, ne. Ja pa htela ga, da ga nekom dala, ne. Da je lepo treba sem, ne. Tudi je bi dala nič hudega, ne, samo Savina ni bila za nas, ne. Samo sploh jaz. Mene ni mara nikoli, pa sem jezdil, pa eno streho je naredil, eno hiško, en vikend tak, da je ona živela, no, ker tam, ki je živela, je ona mogla ven iti. In potem sem pa tam naredil majhno sobco, pa kuhnico, da je imela to nebrzino. Še sam nisem imel, sem prišel v Ljubljano in sem pol še tiste dinarje dol nosil, pa še hrid gor, to mi dostava materijala, težko bilo, ne. Tako da je bilo obup, ne. Vodo pa nositi, kapnica, to, pa brez elektrike, pa brez vsega bilo to, ne. Ja, In pa je mama sama živela v tistih sama, ja. vikendah. Skozi. Pol je pa seveda že slabo bilo, pol so jim dali v dom, pa ni htela biti v domu v Črnomlji, ne. Pol je enkrat šla v svoj vas tu pri Novem mestu v Podgorjancih in so dali po radiju, da je pač zmanjkala, da ni te ženske. Ta je pa enom pa videl, da je v vas, je pri sosedovih, je pa telefoniral in je rekel, ja, tukaj je doma, ne, tako je ona rojena. Pa so rekli, dajte, kako zadržata čas, mi takoj prijemo po njo. In so prišli s kombijem jo iskat, ne. In so nazaj peljali v dom, pa je pa bilo nekaj dni še tam, pa je pa pobegala spet iz doma in v Novo mesto je v Krku skočila, tako je pol končala v Krk, v Novo mesto. Je pa stara 73 let, ne. Samo je pa zdrava za hoditi, vse, samo ni, glava je malo zapušča, ona htela, da bo doma, da bo tako, kakor je bilo. Sem rekel, ti se doma, če bi ti se rihtala, samo ona se ni rihtala, ona ni skuhala, sem prišel po zim domov dol, enkrat je spoj slepala na tleh, jela, nisem mogla pobrati nazaj. Pa moraš enkrat dan jesti, ja, vsega, pa ni jedla. Pa se vsedi prinesli, pa ni jedla in potem se dano pošli, pa sem je po dom zrihtal, ne, se rekel se, ne moreš. So tisto na socialno šlo, je prišla gledati, je rekel, joj, ne, takoj bom Šilina poklicala in takoj ne prije iskat, ti je prišel, ne, in odpeljal v dom. In tako, jaz sem sina, jaz sem se tudi poljuženil, še 20 nisem bil star, ne. Potem sem še kojakom, enega sina sem imel, no, pol 6 let, potem sem se že ločil pol, ne. No, pol je žena šla v Krško, dol živi, ne. Sin je šel tu dol v šolo hodil, no, pol je pa šel za policaja sin, ne, tu v Ljubljano. No, pol je bil v Kozini v službi nekaj let
mu niste nikoli pripovedovali o svojem življenju, kako... A sinu? Ja? Ja, smo, se ve on to tudi, ne. Samo se njega so težko takrat vzeli v policajsko šolo. Če ne bi bilo potreba po teh policajih takrat, ga ne bi vzeli. So imeli podatke od očeta nekaj, da ni bil čist tak. In ko so imeli potrebo, ne, po teh fantih, in tako so ga pol vzeli, ne. In tako je pol tudi ostal, tam so on imel veze, ne, s tem, ne, že moj sin, ne. Tako. Ja, ne. Samo je bilo pa to korenina od Se vleče nazaj, naprej. ja. Ja. Koliko sem jaz, koliko so moje bili starši, ne, to so imeli vse podatke gor, ne. Ampak se mi zdi, da ste nekako vedno z dobro voljo vse sprejemali. Ja, pol, no. Odkje ste to moč Ko sem pa dobili? začel 11 leta, sem prišel do Jako, sem bil v službi še, pa sem pa začel peljevati. Sem kupil en avtoček, pa sem se zapufil in državno ustavil, in v banki, vse mile viže, pa to star avto. To sem popravljal neomejeno, noč in dan. Ne, samo voljo sem pa imel strašno, ne. In to nisem mogel nekamor se popet, ne. Mi je tale, ko je bil meni majster, pa mi je posodil 100 din, da sem ta avto kupil, ne. In mu nisem mogel vrniti za hodišče, ne. No, pa sem pa enkrat skup spravil in sem mu nesel, je rekel, vse sem že odpisal, je rekel, če bi prinesel, pa ne, ne. Ne, sem rekel, majster, vi ste mi dal, nisem mogel prej skup. Prav, pač tako je, ne. Če zdržane v 3 krajih ne moreš ti bolj, pa še sam živeti, pa popravljati star avto, ne. En amerikanski avto je Ford, ne. Jezus Kristus. No, sem pa le vrnil v pol, no. Pa sem pa tako malo bužga, pa tako se postopoma, počas popenil, da sem pol že imel dober avto, ne. Samo je čas pa bežal pred menoj prečiter, ne. Tako da sem bil do 91. pol privatne, ne. Pa tista vojska, tista pol pa vse skup čez noč pripadlo. 90 leta sem pa zverke vozil in mi niso plačali cel let nič. Ja, pa drug mesec, drug teden, in to smo že prišli na jutrišnji dan. Jutri bomo vam nekazali. Sem rekel, jaz začnemam narja za gorivo, da bi naprej vozil. In seveda, pa sem rekel, v redu, izgubil sem ni tako veliko, ali vsaj jutri bo pa, ne, gremo na banko, prav, ja ni. Ajde spet nazaj računovodstvo, ja, sem rekel, pa minister je kazal, je rekla tam Vrganiča, kaj tako je, ne moramo več lagati, denarja ni, je pa kakor veste. Ne? Ja, pa je pa rekla, ja, če pa vzem te robo za to. Te kam ne tukaj robe dam, ne? Da je bilo to kado znarja že takrat, ne? Pa sem pa dobil ena Duhova na Dobravi gor, je odprla trgovino z gradbenim materialom, Ronkne bi vzela iz teh smolja, siropor, pa vse take stvari. Je rekla bi, jaz pol to 3 kamione vse robe gor zapeljem, jaz sem mislil, ona meni dala. Je rekla, komu prodala. Pa je pa še ona pol leta vlekla, tako mi je dajala, vidite. A sem videl, da nema siropora, ne izotehta, ne repenke, ne. Ja, rekla, ja nisem dobila, nisem še prodala in te ne moram dati. In še ona tako, da tudi tiste marke, ki sem prej dajal tam, sem jih pol jemal, tudi marke sem mogel nazaj dati. Pa tista, ni bilo fur, ni bilo dela 91. No, tako sem prošel pa v službo 91. decembra za žvanje avtoceste, ne. Tu na Brdo, ne. No, tam sem pa pol bil vseh 10 let, ne. Pa v službi, ne. Tam sem šel po penzijo in tako. Ampak tako, kot ste rekli, da je sin imel malo sitnosti, ker je hotel za policaja študirati zaradi preteklosti, a ste vi tudi kdaj pri sebi čutili v vašem poklicu ali ko ste zaposleni, da bi vam kdo očital? Ne bi samo, takrat so ene ljudje silili recimo v partijo, ne. To i v službi, i prvojaki. Se meni nikoli nišče ne rekel, da bi šel v partijo. Ne prvojaki, ni tudi doma, ne.
sem prvjaka, sem še dobro imel, ne bom rekel, ne. Vsem sem bil delavnici, sam svoj šef drugače, tako, koliko sem hotel, sem delal, ali sem delal, ne, ker to sem delal za tele več, je 6 čet, ne, in zdaj so pa te fedre so se glavno lomili, ne, in sem te fedre delal kot kovač, ne. In so meni pripeljali tele poročni kapitani, ko so bili komandirji čet, ne, in sem bil z njim dober, ne. In smo se tako pozdravili, čisto domače smo bili, ne. A boš malo naredil, ker so oni pa spet med četom tekmovali, kjer bo šel več avtomobilov na vožnjo, ne. In čas, kjer sem mogel le pred naredil, a pa jutra prid bolj gotovo, ne, tako da je bil prvjak, sem se dosti lepo imel, ne, tako. Niste čutili kdaj kakšnega pritiska zaradi očetov? Ne, to ne, samo par te pa vem, da so silili srco, da sem mene pa v službi, niso me rekli tukaj Globo špedicija, ko včas bila, pa se ne ceste, niti prvjaki, ne, nikoli bi ne rekel nič. Najprej so imeli ozadje, da jaz izviram iz tega in da ne bi bil mogoče, da nisem želen v to skupino, ne, komunistično, ne. In za očeta tudi niste koga od sosedov ali kdorkoli, ti, ki so ga odpeljali, tudi ne veste, kdo ga je odpeljal v Trpin? Nič ne vemo, takrat bi ljudje so vedeli, samo to so se ljudje tako bali takrat, nišče ni gusnil, ker so se vse bali za svojo kožo. Čim bi en rekel, videl sem ga, da ga je impeljal, ja, potem smo bilo konc, ne. In zdaj, ko je pa to bilo, so pa te že skoraj vse pomrli, ne, in zdaj pa tako, ko je, ne. Da v bistvu niste imeli otroštva? Nič, od mame nič, od drugih pa še tukaj manj, ne. Jaz od mame nemam spomin, da me mama kdaj objela in pobožala kaj. Ona bila takrat jezna, tudi sama nase, in da sem jaz kaj naredil, Bog ne daj, da bi jaz kom kaj vzel, ali pa kjer naši, ne. Jaz nimam spominu, da bi mama meni dala, tako kaj sem bral dinar, da bi rekla, to moraš dinar. Se to ni vse skup nič, koliko sem jaz potrpel, ker nisem, če bi oče bil, bi on šel po sigurno službo po vojski in tudi verjetno bi imel kakšno penzijo, ko bi to lažje bili, pa bi bil oče, ne. Zdaj pa mama, mi pa trije, on pa itak je bi živ pri stari bab, ne. Ja. Se ni nas ni mogla ne krotiti, niti hraniti, niti fotrati, ne obleči, nič. A ni imela nobenega zaslužka, ne. Nik, brez dohodka, nič. Se še svet ni mogla kupiti niti kikle, ne. To, če je kje dobila, če je dodal, to je bilo čisto, bi rekel, čisto na ciganske bazi, ne. Če je dodal, se je oblekel. In da gre to, če vedno to povem, se ne mora misliti, mislim, to ni res, ne. Ja. Je pa tako bilo zelo krepko. Ja, prav res. Zdaj pa, nam so rekli sobenkarji drugače, ne, sobenkarji, ne. To je videl, reveže, ne. Aha, to pa ne poznam tega izraza, sobenkar. Ja, sobenkar, ne. Aha. Ko smo tako malo v hribi gor, pa nič nismo imeli, ne. Ja. Nič. To te žaljne besede, tam, ko sem služil, me niso tudi klicali Komulc. Nikoli z imenom. Boh kaki, to nisem bil človek, da nisem bil predmet, dom se jutro telo vržemo stran, ne. Nič me ni bilo škoda, da bi kaj bil, spal sem pa v štali, je bila napojsla tam, sem v štali spal. No, pozim sem kaj, kaj te peč, polet sem pa zunaj spal, v lihti, mrve pa tako, ne. Še sem v štali, pa se je krava odvezala, pa me še ti se rekel, če požrla, ko sem imel, ko sem ga slekel, ne. Ni bilo, da bi je svoj pojslo pa tako. Samo zakrat me ni nič smrdela žival, ne, krave, ko sem v štali bil. In strašno dolgo kolona bila je, ne. Po vojni? Ne, med vojno. Aha.
med vojno. In smo tam čakali, da bo oče šel mimo, ne. To v 43 so ga bili, recimo, ne, mi smo še 44, še 45, ne. In smo čakali, ker ni bilo očeta od nekje, ne, da bo prišel. In smo mislili, da bo pa zdaj mimo šel, ne, s partizani, ne. In ga ni bilo, ne. In tudi smo mamo že to, ker smo bili, ko očeta ni bilo, mi smo bili pri sosedovih, ne. In je oče bil tudi doma pri sosedovih. In ena soseda, ki je bila mogoče, to neka mržna, nekdajna, ki ni oče tisto sosedo ženo. In ko je oče prišel domov, menda od belih, je ona šla že proti Semiču, proti partizanom. In je sosed rekel, ko je že dolgo letka umrl, je rekel, Jože, bejš, ona gre, Micka je tista, kaj v meji, gre proti Semiču. In oče res meglo pa šel. No, pol pa mi smo bili tam, je bil mrak, gremo domov in vidimo, da je pa naš hiš, tiste hiška, ko nam majhna reč, da je nekaj luč in on je začutil, da mi gremo, kdo gre? Mama pravi, ja jaz, ne, naprej. In gremo naprej in pol pa, kje imaš moža? Ona ni vedela, kam je šel, kje je, ne. Kje imaš moža, kje imaš moža? In so hteli. Sestro v naročju držala, jaz pa en brat, tisti mlajši smo se pa za kiklo držali, ne. Da nas zapelje sosedovom, da ona gre pa gor na vrt. Se jo mislili ubiti, ne. Je rekla, če jo mislite ubiti, podaj pa nas vse trije, vse štiri pa točite, ne. Če mislite. In to je bila ta prepir, in ko mislim, da so mi doma, da ne odpremo, so vrata udrli not, ne, so to razbili, ne. A bili smo pa sosedvi, ne. In ko so pol se to nekako pomerili, so rekli, da mora očeta pripeljati na partizansko komando, je rekel, če ne, odete glava, ne. Ja. Dobro. Pol smo še že v hišo noter, vse njeno pošlo, ne. Mama in sestra in mi dva, ne sedimo ne pošlo, in je še prišlo eno not, s puško, in je hotel tako puško držal, ne, da je bo streljal na poistli, ne. In tako je pol oče prišel, kako je bilo pol to, da je oče odšel partizan in to, ne vem, ne, v glavnem vem, da je samo šel, je bil odpeljan, je ga mama peljala tam, koliko je bilo, ga več ni bilo pol, ne. Mi smo bili pa bolj zapostavljeni skrajno. Obupni, no. Tako je. To se pravi, takrat, ko so mami naročili, potem je oče prišel domov in mama mu je rekla, da mora iti do postojanke partizanske. In od takrat se ni več vrnil. Ne. Ker tista ga je šla doskrat tužiti, ko je bil on v partizani, da samo niso imeli vzroka pravega, ne. Ali takrat, ko pa oče šel v belem, ona pa prijavila, da je domov prišel, so pa imeli Anda tukaj, ne, samo, jaz ne vem, mama ni bila za partizane, ona bila za bele in ne vem zakaj, a brata imela doma, pa toliko grižnega partizana, da je bila živa groza. On jih je mogel mesiti kot partizan, dosti ljudi pospraviti. Vaš stric? Moj stric, ja. Ker sem slišal, da so ene fantje nekako od belih bili zajeti, potem so pa domov prišli, da je sred vasi, da ne točno rekel, 2 ali 3 fante sred vasi postreljil. Cela vas je prosila, Jože, ne delaj tega, ne delaj, veš, bela, jih je postreljil. In nišče se mu ni upal upreti. Je bil tak zagrižan partizan in pol tudi bil partizansko pokojnino, imel pa to borcovsko, ne. A to je ta stric, ki se je brat njemu... Ja, ko bi brat pa njemu. Kaj je potem to na tepu? Pa tepačo, ne. In pol je on ta živel pol dolg še tako, pol je pa zbolil nekako, samo pa eno nogo odrezali, pol smo pa drugo odrezali. In tako je pol umrl, ne. Denarja je imel pa ogromno, samo to je vse propadlo. Zdaj, če je to res tako bil, kot sem slišal, to pokvarjanje, to greš ljudi ubijati, ne,
Se to je nekaj, jaz še Miša vidim, pa ga moram biti, pa bi ne videl, da bi mi vojne, veš, ne? Se mi smili vsaka život, ne? On pa da bi bil to krvoločen, se ljudje so ga tukaj obretali v vasi, koliko so ga mogli, ne? Ki je imel pa skozi puške, to Bog ne daj, da bi do na njegovo zemljo stopil. To ga je streljil. To so ga bali, to živega hudiča, ne? Pa vam ni nikoli pripovedoval o vašem očetu kaj? Zdaj, to jaz ne vem, koliko sta samo na dva. Razumela, to nisem slišal nikoli, ker on je bil za partizane, sestra kot mama moja je bila za bele, oče je bil v partizanih, pa ga mama tudi je šel v belem, koliko sem slišal, to zdaj, kaj je res, je druga stvar, ne. So take so bile ne govorice. Tako da, Težko reče, kam da bi. je tako, ko je, ne. Seveda, vsak je svoje pel, ne, koliko je kjer vedel, koliko je kjer mislil, kaj bo, ni pa da bi vedel, ne. Točno, koliko je.